Kaj je kustos z izpitom brez zbirke? Ne, dejansko zato se je dal en tak zanimiv primer. To zveni kot nek joke, ki bi mogel pa imeti punchline. Sam ga nima, ne? Čak, kaj že on, Jernej, to je ta prava verzija, prosim uporabi in editaj to verzijo. Drage poslušalke, dobrodošle v 4. epizodi 5. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Ta epizoda je druga v sklopu letošnjega fokusa na kuratorske prakse pri nas in širše. Prva je bila z Alenko in Feli v okviru Art Vital v Cukrarni. Danes pa nadaljujemo z našim letošnjim fokusom na produkcijska ozadja in predvsem kuratorske in galerijske prakse. Umetniški prostor poleg kreativnega in ustvarjalnega dela umetnikov potrebuje obilico podpornega okolja, ki tem vsebinam omogočajo razstavljanje, umeščanje v kulturni in širši prostor ter nasploh stik z javnostjo. Okvire razstavnih, diskurzivnih in spremljevalnih programov v veliki meri začrtajo ravno kuratorji ali kustosi. Gre za profil kulturnega delavca, ki pogled na umetniško ustvarjanje uperja od odzunaj s ptičjo perspektivo in splošnim razumevanjem tako kulturnega kot socialnega okolja. Kurator ali kustos umetniško delo razlaga, osmišlja in racionalizira z namenom mediacije med umetnikom in publiko, sočasno pa tudi soustvarja in usmerja razvoj umetniškega področja s tem, da določene prakse izpostavlja in druge morda postavi na stran. Danes je z nama Maja Burja, kuratorica predvsem novomedijskih ali v skladu z MK intermedijskih praks. Maja sodeluje z 2 osrednjima slovenskima zavodoma na tem področju, z društvom Ljudmila in zavodom Aksioma. Gre za 2 entiteti, ki v polje novomedijske umetnosti vstopajo z nekoliko drugačnim pristopom. Torej, Ljudmila, Ljubljanski digitalni medijski laboratorij, je bil ustanovljen sredi 90-ih oziroma druga edicija leta 2010, Aksioma pa leta 2002. Pogovarjali se bomo torej o tehnologiji in njeni vlogi znotraj umetniškega polja, namenili bomo kako besedo produkcijskim okvirjem in posebnostim, ki jih novomedijska dela vnesejo v izvedbo razstav in festivalov. Posvetili se bomo tudi Majinim kuratorskim pristopom, specifičnim zanimanjem ter kak tip umetnosti jo najbolj pritegne. Fehtamo vas za drobiž, v opisu je link do spletne strani, kjer nam lahko donirate kavo, sprejemamo tudi dejansko fizično kavo, droge, art ali dejanski cash. Živjo Maja, hvala, da si se oglasila k nama v studio. V prvi epizodi cikla s kuratorji smo se pogovarjali z Alenko Gregorič in Felicitas Thun-Hohenstein. Oni 2 delujeta znotraj dosti bolj institucionalno podprtega okolja, torej v specifičnem primeru znotraj Cukrarne. S tabo pa pravzaprav odpiramo in se spuščamo v nevladni sektor kulturnega ustvarjanja, specifično v polje intermedije. Torej ta nevladni sektor strani MK-ja nima take podpore, kot recimo mestne ali državne galerije. V resnici gre za nek vitalen del kulturnega miljeja, preden pa se zares spustimo v pogovor o delu znotraj nevladnih organizacij, o financiranju, razpisih in vsemu, kar pride zraven. Nam boš pa malo risala svojo upletenost znotraj tega sektorja. Ampak še prej pa mora biti za poslušalce, dajmo samo, česar recimo v prejšnji epizodi z Alenko in Feli nismo naredili, orisati, definirati, razložiti, pojasniti te poklice oziroma delovanja podpornih stebrov na art sceni. Torej, kdo so ti kuratorji, kustosi, producenti, PR-ovci in kaj to pomeni. V strokovni javnosti se pogosto pojmi izmenljivo uporabljajo, čeprav to ni nujno pravilno. Torej, gremo najprej na kuratorja. Kdo je kurator?
Kurator je strokovnjak, ki konceptualno zasnuje, organizira in vsebinsko oblikuje razstavo ali drugo predstavitev umetniških, kulturnih ali zgodovinskih del. Njegovo delo obsega raziskovanje, izbor del ali umetnikov, vzpostavljanje tematskega in interpretativnega okvirja ter oblikovanje besedil, torej razstavni teksti, katalogi, stenske oznake itd., ki občinstvu omogočajo poglobljeno razumevanje predstavljenih vsebin. Kurator deluje kot posrednik med umetniki, institucijo in javnostjo, skrbi za smiselno postavitev del v prostoru, sodeluje z umetniki pri produkciji novih del, koordinira tehnično izvedbo razstave ter soustvarja spremljevalni program, torej vodstva, pogovori, publikacije itd. Njegova vloga ni le organizacijska, temveč predvsem interpretativna in kritiška, saj skozi razstavo oblikuje določeno branje umetnosti in vzpostavlja dialog z aktualnim družbenim, zgodovinskim ali estetskim kontekstom. Kurator lahko torej na nek način počne vse, kar sem zgoraj naštela, včasih počne vse to, včasih pa zgolj fragmente tega. Kurator je za naš prostor najmlajša od vseh besed, o katerih govorim. Označuje osebo, ki poskrbi za koncept razstave, njeno složnost in pomembno tudi njen edukativni in mediacijski aspekt. To v praksi pomeni, kurator poskrbi, da se vsi umetniki strinjajo s postavitvijo, poskrbi, da je skupno sporočilo razstave in da naredi vse, kar je v njegovi moči, da je razstava dostopna in razumljiva obiskovalcem. In zdaj na drugi strani kustos. Kustos pa je strokovnjak, ki skrbi za zbirko umetniških, zgodovinskih ali drugih predmetov v muzeju ali galeriji. Njegovo delo vključuje zbiranje, dokumentiranje, raziskovanje, hranjenje, interpretacijo in predstavljanje gradiva javnosti. Zdaj, zmeda med kustosom in kuratorjem je po svoje sicer kao razumljiva, ne le, da gre za zelo podobni vlogi na nek način, ampak sta besedi tudi etimološko povezani z istim korenom, torej gre za nekoga, ki za nekaj skrbi. Kustos se od kuratorja razlikuje v tem, da je skrbnik neke dejanske zbirke ali je kako drugače bolj upleten v muzejsko dogajanje. Pomembna distinkcija je tudi to, da teoretično je kurator lahko kdorkoli, medtem ko je za kustosa potrebno v resnici opraviti izpit, za katerega pravna podlaga temelji na zakonu o varstvu kulturne dediščine. Zdaj, naloga kustosa na področju varstva premične kulturne dediščine obsega tudi identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje in raziskovanje te dediščine, ohranitev dediščine ter preprečevanje škodljivih vplivov nanjo, upravljanje dediščine, omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej, njeno predstavljanje javnosti in razvijanje zavesti o njej. Torej, glavna razlika je, da kurator je povečinoma nekdo, ki se ukvarja z sodobno produkcijo in pač kurira posamezne razstave, medtem ko kustos je nekdo, ki skrbi za že obstoječo zbirko nekih umetnin ali pač predmetov v muzeju. Gremo naprej na producenta. Producent je tista oseba, ki poskrbi, da se želje kuratorjev in umetnikov dejansko tudi zgodijo. Producent načeloma skrbi za finančno plat razstave, tudi kot dejansko izvedbo vseh potrebnih drobnarij. To v praksi pomeni, da naj bi producent bil zraven pri pisanju razpisov in najbolj kritično je producent tisti, ki poskrbi, da če si umetnik nekaj zaželi, neko posebno televizijo, naprimer, da jo potem tudi producent poišče, jo najde, si jo nekje sposobi, v glavnem jo priskrbi. Nazadnje je tukaj še PR oziroma oseba, ki skrbi za stike z javnostjo, to je tisti, ki bo pač visel na mailu v socialnih omrežjih, delal poste, pošiljal maile in nadlegoval novinarje. Zakaj omenjamo vse 4 poklice, ko je fokus sicer kao na kuratorjih? Zato, ker je pri nas v Sloveniji, predvsem v manjših institucijah, zelo pogosto, da dela vseh teh naštetih poklicev opravlja ena oseba. To je ta tako famozni kurator, pač opravlja vse. Tudi v idealnem svetu, kjer bi te naloge bile razdeljene med več oseb, so to poklici, ki med sabo v glavnem sodelujejo pri vzpostavitvi neke razstave. Torej, v podcastu smo gostili že kustosinjo Tino Fortič, ki je bila tedaj skrbnica umetniške zbirke v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Klepetali smo s Saro Nušo Golob-Grabner, ki je kuratorka, among other things, tudi z ljudmi, kot so producenti in kuratorji, ki delajo na Meat Factory Residence programu v Pragi. Nenazadnje se o kuriranju in vzpostavljanju razstav zelo pogosto pogovarjamo tudi bolj redno v odvodu podcasta, ki se kliče Pod strehco. Tudi jaz sem kuratorka, kuriram sicer skoraj nič novomedijskih razstav, Jernej tu in tam kurira Novo medijo in zdaj Maja Burja, ki je z nami v gosteh,
ki pa se na nek način fokusira na novo medijo. Torej, zdaj naši protagonisti v tem ciklu niso umetnice in umetniki ali ustvarjalci, pač pa kuratorke in kuratorji. Kaj torej to pomeni? Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. Pozdravljena Maja, si cool? Super, hvala vama za Si vabilo. preživela ta dolg uvod? Sem še z vama, ja. Mogoče čisto za začetek, če zdaj odpiramo nek ta cikl o kuratorstvu, kaj si mislimo o tem, kar sem glihkar povedala? Se strinjamo, mi ali na podoben ali isti način razumemo te poklice? So kakšne zagate? Jaz imam ogromno zagat. Ne vem, jaz s tem opisom kuratorja, ki si ga pač povedala, ne vem, se načeloma kar strinjam, se mi zdi, da ima pač da tudi že implicira nek ta širok diapazon del, nekatera so verjetno pač bolj osrednja, ne, recimo ta pač interpretativni moment, razvojni moment, medtem ko se mi zdi, da so tudi pač recimo neka križanja, torej, a ne pač, kjer moraš poskrbeti za promocijski vidik, produkcijski vidik ali pa sodelovati recimo z pač strokovnjaki na tem področju, se mi zdijo pač lih tok vitalen del na nek način, mogoče sam ni tok exciting iz vidika recimo kuratorja. Ja, ampak načeloma se mi zdi ok definicija. Ne vem. Zdaj ti prihajaš bolj iz tega področja intermedije. Jaz predpostavljam, da se to izmenjevanje definicije kurator in kustos pri vas ne dogaja tako pogosto. A imam prav? Ja, vsekakor. Mislim, po moje je prej neka pretočnost v vlogi kuratorja in producenta. Se mi zdi, da bi to bolj rekla. Ne? Zato, ker je pač, se mi zdi, da tudi v odsotnosti nekih zbirk in pač, ne vem, tudi recimo, no, se zdaj ni več to kratka zgodovina, ampak se mi zdi, da je en velik poudarek pač na produkciji, mogoče tako tudi, kaj bi rekla, problematično so, ne, pač valjda, ker je zvezano velikrat z nekimi tehnologijami, se nekako vedno osredotoča na nek cutting edge razvoja in ne vem, se mi zdi, da ja, je velik del tukaj pač tudi da produkcija, ki je v resnici vezana na to, da pač nekaj sproduciraš, nekaj novega, so to speak. No, saj jaz sem bolj mislila iz tega vidika, da te institucije ne po nesreči navajajo kot kustosinje. O ja, ne. A ne, ker Mislim, recimo, meni se še ni zgodil. no, ker naprimer meni se to konstantno dogaja. Se mi zdi, da pri nekih teh bolj klasičnih umetniških delih, razstavah, kot so, ne vem, slikarstvo, recimo grafika, ki se v večina primerih množično razstavljajo v nekih bolj ustaljenih, starejših institucijah, v nekih teh, kot smo prej omenili, ne vem, občinskih galerijah, nekih takih zadevah, mene konstantno navajajo kot kustosinjo. In jih do neke mere konstantno popravljam, ampak se mi tudi že velikrat zgodi, da mi rečejo, ja, se, veste, to je stvar tradicije, da kustosa navedemo kot kustosa. Pa sem jaz vedno tako, zdaj, če se vračam na tisto, kar sem prej povedala, ne, kakšen kustos, ne? Mi nismo muzej, to ni moja zbirka, jaz nisem skrbnik te zbirke, jaz opravljam delo kuratorja in kuratorja only. Mislim, vsaj kar se tiče v relaciji do kustosa, ne. In sem recimo res razmišljala, da pri neki intermediji je pa to res noben ti nikoli ne bo rekel kustos, ne, ker to pa res ni poklic, ki se giblje znotraj te sfere. Medtem ko pri nekih slikah pa očitno si takoj kustos. Tu, če sam zbereš slike, pa jih daš na steno, kustos. Okay, ja, ne vidim, ja, da je tako neka razlika. Veš, kaj so o tem vprašanju recimo pač sploh, ne vem, a sem razmišljala, da zdaj vidim pa, da je tako ta passionate, kaj bi rekla, passionate argumentacija, razlika, ki je pač verjetno pač na tvojem področju ful bolj nujna, tudi pač ja, iz vidika te tradicije, ne, kaj omenjaš, pač ne vem, da ne postane tradicija sam neka ujetost na neki točki razvoja, ne, pač se mi zdi ful dober, da o tem diskutiraš. Ja, ker iz tega vidika zdaj pač imamo besedo kurator, kuratorka, imamo tudi šolo za kuratorske prakse, to se pač uporablja in je pač ustaljen termin, ne. Ampak do neke mere se ta kustos, nekatere institucije in nekateri zaposleni vztrajajo pri tej besedi in mene to ful mede, ne? Ker se vem, da ne mislijo nič slabega, a ne? Ampak
razumeš, to je tako, da bi te z napačnim poklicom navedli, ne. Ok, sej neki ljudje, ki pač pridejo, neki moji random friendi, ki pridejo, itak ne vejo, nekaj je eno, nekaj je drugo, itak jim je vse en, ampak razumeš, da sem jaz na fulih nekih katalogih navedena kot kustosinja, se mi zdi zavajajoče, ker pač jaz nimam svojega kako se reče, kostiduita. Ne vem. Jaz mislim, da je tudi problem, da dejansko formalne izobrazbe pravzaprav sploh ni, ne. Imamo pač šolo kuratorske prakse, nimamo pa univerzitetne izobrazbe, recimo. Isto nimamo za producenta v Sloveniji nobenega programa, da bi dejansko imeli ljudi, ki se izučijo na temo. In tudi v bistvu kurator je prišel dosti pozno k nam, ne. Ja, saj to je po moje razlog, da pač ljudje, ki so pa na sceni v kulturi že dlje časa in so navajeni pač uporabljati besedo kustos, pač uporabljajo besedo kustos, se ta kurator ni prikradel k njim, ne. Ampak za kustosa pa imamo na izobrazbo v bistvu, ne? Ker umetnostni zgodovinar potem je ta poklic oziroma ta izobrazba, ki se potem z izpitom nekako dokažeš, da si pa primeren za muzej. Ja, na nek način. Tako da v bistvu, če si umetnostni zgodovinar, potem teoretično z enim izpitom si res lahko dejansko kustos, potem moraš pa pač še dobiti neko zbirko, da si res kustos. Ja, da dejansko upravljaš zbirko. Ja. Mislim, da upravljaš poklic. Ne, da imaš samo poklic in pravico delati poklic, ampak da dejansko tudi upravljaš. Ja. Mogoče, da se res pogovorimo zdaj o tem vlogi kuratorja in tega, da gremo tudi na specifiko, pa da nam malo poveš, kaj ti sploh počneš. Ti sodeluješ z Aksioma in Ljudmilo, ne? Deluješ tudi kot samostojna kuratorca ali ne? Vem, da si še bila zraven per kvadratnem metru, ne? Da ste mogoče malo manj intermedijsko iz tega vidika. Misliš projektu Aksioma, kaj je bil? A si samostojna delavka v kulturi? Sem samostojna delavka v kulturi, že zdaj pač, ne vem, 7 leto ali nekaj takega. Pač nekako, ja, to, kar si rekel, kdorko lahko postane kurator, tudi pač se mi zdi, da recimo nekako so različne motivacije pri posameznikih, pač zakaj ravno pač recimo ta poklic ali pa ta vloga. Pač moje ozadje je vseeno bilo v umetnosti, torej pač sem študirala najprej slikarstvo, potem kiparstvo in v bistvu sem nekako prek v bistvu svoje lastne takrat pač umetniške prakse nekako postopoma prišla do te vloge. Torej skozi zanimanja, ki sem jih imela oziroma skozi neke recimo, ne vem, participatorni pristopi, razmišljanje pač o tem, kako zunanjost dela determinira nekak procese, ki se odvijajo, pač ustvarjalne procese, torej ne vem, recimo o neki subjektivnosti avtorja. Pač skozi to sem nekak, pa tudi za nek soft spot za institutional kritik in pač neko recimo dediščino konceptualne umetnosti me je nekako pripeljal do tega, da me je vse bolj kot format nekako zanimala razstava in pa se mi zdi, da je tako dost seamlessly, a veš, ne vem, na kateri točki bi rekla, da sem od nekoga, ki bi bil umetnica, pač prišla do nekoga, ki bi rad bil kurator. Se mi zdi, da se to zelo zvezno zgodilo. Tudi jaz sem bila del mislim, sem se udeleževala tega programa Svet umetnosti, to je bilo v bistvu tudi še nekako med mojim magistrskim študijem kiparstva, tako da se v bistvu tudi zelo prepletal na tisti točki. Bi rekla, da sem tako od dela do dela in od sodelovanja do sodelovanja nekako prišla do te točke, kjer sem zdaj. Misliš, da bi šla na, recimo, če bi imeli magisterij za kuratorske prakse, da bi se to zgodilo ali da bi bila pot vseeno enaka, pa bi šele kasneje ugotovila? A veš, da si to zdaj težko predstavljam, tudi kako bi recimo ta program izgledal, ko se mi zdi, da recimo pač vse na svetu umetnosti je pač res poudarek nekak na tudi zelo nekih aplikativnih, mislim, tako zelo na praksi tudi, na nekih čistko pol vsakdanjih v bistvu, ne vem, teskih zagatah, v katerih se pač znajdeš, od recimo, ne vem, priprave tehničnega rajderja do razmišljanja o, ne vem, pridobivanju sredstev, do, ne vem, recimo, kako strukturirati neko kuratorsko besedilo. Mislim, zdaj, ko mi predstaviš to možnost, ja, verjetno bi me to zanimalo, verjetno bi to bil, če za nazaj reinventam, goč moj magisterij ali nekaj takega. Ja, čistko sem, zdaj, ko smo se pogovarjali, smo omenili, da ni pri nas. Ja, pa se mi zdi, da... Včasih res rabiš nekaj za to, da ljudje sploh vejo, da bi šli kaj, ne? Ja, vsekakor. In pač tudi, ne vem, vse so recimo bila
posamezna, recimo neki predmeti, ki so me mogoče tudi nekako bolj zainteresirali za to. Recimo, ne vem, o zgodovini razstavljanja smo pač imeli Beti Žarovc in tudi pač zunanje, recimo predavatelje, ne vem, Asta Vrečko, Vladimir Vidmar. To mi je bil recimo zelo zanimiv predmet in tam se je mogoče malo bolj tako solidifajalo moje zanimanje za sam format. Medtem pa recimo po drugi strani pa se mi zdi, da je tudi pomemben na mojo kuratorsko prakso recimo vplivalo neko učenje, mislim neko izmenjave z mentorji pač na mojih umetniških predmetih, to recimo Jože Barši, Peter Rauch. Se mi zdi, da je oboje enako bilo formativno, no? Obe neke te prakse. Pa tudi recimo izkušnja, ne vem, jaz recimo ker pač ne prihajam, torej recimo iz umetnostne zgodovine, ampak pač recimo iz ukvarjanja z umetnostjo, se mi zdi, da tudi pač, ne vem, tudi čist materialni procesi, ki sem jih spoznala tekom recimo tistih let, pa tudi recimo me še kakšni zdaj navdušujejo, da mi dajo tudi nek svoj vrsten nabor tako zelo, ne vem, mogoče tehničnega know-howa, bolj intuitivnega mogoče razmišljanja o neki materialnosti, o postopkih, ko si rada predstavljam. To se mi zdi zelo pomenljivo in zanimivo tudi iz tega vidika, ker kot smo prej omenili, ne, da kurator lahko vrata vsak v resnici, ne, nimamo nekega faksa in to, bolj je stvar nekih izkušenj pa mogoče tudi mreženja, da imamo veliko kuratorjev, ki so pač postali kuratorji ali pa se začeli s kuriranjem ukvarjati skozi to, da so najprej bili umetniki. Ne? In potem imamo nek drug koš ljudi, ki pač niso nikoli bili umetniki in so zdaj kuratorji. Ne? V bistvu imaš neke dve skupini kuratorjev, ki po moje res iz tega vidika, ki si ga zdaj tudi opisala, na različne načine pristopajo k kuriranju, različne stvari jih zanimajo, na drugačen način so iznajdljivi. In se mi zdi tako tudi, jaz velikrat se malo pohecam, ampak tudi malo ne pohecam, kao ne. Ja, zdaj pa te umetniki ratujejo kuratorji, ne? In zdaj, a veš, jaz ne moram ratati umetnik, ne? Te umetniki pa lahko ratajo kuratorji, ne? In zdaj te kao, they took our jobs, ne? Zdaj te umetniki so umetniki in pa so itak nakonektani z drugimi umetniki in zdaj so te umetniki kuratorji in so ful ja džabe pol biti dober kurator, če si itak ti umetnik pa še nakonektan z vsemi umetniki pa institucijami, ne? Pa zdaj neka Maša tam, ki je pa prišla iz umetnostne zgodovine, pa pač neki kao dober piše, pa ni nič nakonektana, ker se je pač učila gotske cerkve 4 leta, a veš, in je v bistvu čist nek drug aspekt, drugače je zdaj valjda, če ti obiskuješ vmes tudi SCCA, tako kot si ga ti, a ne, naprimer, se mi zdi, da to je itak nek pomemben presek in neka institucija, ki ti pa da čist neki tretjega tudi zraven in je ful pomembna, ampak tako iz tega vidika, ne, če kurator lahko postane vsak, pol imaš v bistvu ful različen nabor teh kuratorjev, dobrih, slabih, takih in ovakih, ne, se mi zdi zato tudi zanimivo, da se pogovarjamo o kuriranju, ker je toliko različnih kombinacij, tudi kaj pol ta kurator počne, pa odkot prihaja. Nočem reči, da je slabo, če si ti prej umetnik, ne? Tako se mi zdi zanimivo, da drugi tudi slišijo, da to obstaja, ki ne vejo. Sej, naredimo kar en korak nazaj, pa gremo tako, kaj sploh je tvoj job. Mislim, tako res malo za telebane vibe. Povej, kaj je tvoj job in bolj ti lahko midva poveva, kaj pa pri smo jobu najn job. Mislim, pač tako malo riši, kaj sploh počneš. Jaz bi se zdaj rešil res ta najbolj basic, da sploh razumemo, kaj počneš. Pogremo pa lahko tudi malo bolj v detajle, v kakšne usmeritve imaš profesionalne tu, kaj te recimo kot kuratorco zanima. Ne? Kaj bi rekla, da če začnem mogoče, a veš, to vprašanje, kaj počneš, mislim, res je toliko široko, da skoraj da ne vem, kje naj začnem. Zdaj, če ste želela zelo neko tako skozi everyday prizmo, kaj recimo pomeni pač zame kuriranje, je pač res ena kopica zelo raznolikih taskov, ki so večinoma vezani na projektno logiko, torej pač in z Ljudmilo in z Axiomo, mislim, ali pa recimo tudi kakšna druga sodelovanja, pač mislim to je nekak del istega, kaj bi rekla, istega sektorja, vse to, kar imam pač jaz izkušnje, tako da se mi zdi, da živim verjetno podobno kot umetniki, pač v nekem tem projektnem
koledarju, projektnem tudi tempu, a ne na nek način bi rekla, če se neke faze razvoja, recimo razstave ali pa nove produkcije, če so mogoče, bi rekla, obstajajo neki pač, ne vem kaj, goalposti, a ne, kjer pač seveda greš z vsakim projektom, kakor je recimo, ne vem, pač oblikovanje neke osnovne ideje, začetek sodelovanja, neko spoznavanje, navezovanje stika, do nekih pač, ne vem, mogoče bolj, kaj bi rekla, administrativnih delov, kjer v bistvu recimo, ne vem, pač pišeš prijave, razmišljaš čistko o nekem feasibilityju zadeve do recimo pač, torej tudi, ne vem, mogoče zelo tehničnih aspektov, ne vem, recimo osnovanje prostorske postavitve, ne vem, razmišljanje o tem, katera tehnika se uporabi, kako se bo recimo neki zmaterializirali, sproducirali, do pač, ja, recimo, ne vem, pisanja besedila, potem snovanja neke vizualne podobe, recimo razmišljanje o tem, kako boš projekt komuniciral pač z občinstvom, torej navzven, skozi v bistvu neke raznolike plasti projekta, ne, recimo skozi fotografijo, skozi video, skozi dizajn, skozi besedilo, skozi recimo diskurzivne dogodke. Tako, mislim, paleta zadev, ki jih delam, je pač res široka, tako kot veste. In zdaj, ja, ne vem, jaz kdaj imam občutek, da najbolj kuriram. A veš, kaj je tako at the heart of it, bi rekla, da pač meni osebno je najboljši, ta nekak najbolj živ del projekta, torej sam proces, torej pač neka izmenjava z pač umetnico ali pa umetnikom, s katerim sodelujem, oziroma raziskovanje mogoče neke teme, ki jo obravnavamo. Ne vem, to se mi zdi ta del, ki je mene hukal na poklic kuratorja, da lahko pač v bistvu z sodelavci ko razmišljam in pač ustvarjam nekaj novega. In tukaj pač poskušam biti čim boljši sogovornik, ampak tudi jaz imam seveda neko osebno motivacijo ali pa drive pri vsakem projektu, ki se ga lotim. Tako da je pač mogoče ta del, kjer se pač neka ideja tako razveja in odpre, kjer je pač je nek dealing s potencialnostjo tega, kaj boš ti dejansko naredil, kaj bo ta objekt na koncu, pač artefakt, pač to bo nova stvar, ne vem, to je po moje del, ki mi najbolj dogaja. Medtem, ko mogoče mi manj dogaja moment, ko je treba projekt zaključiti in nekako ga tudi zapreti ali pa posredovati. Kako sploh izgleda v novi mediji, recimo sploh, ko imaš en kup novih projektov? Zdaj recimo za slikarstvo in grafiko nimaš kaj dosti vpliva na to, kakšna bo produkcija načeloma kot kurator, in zdaj, da priješ ti in rečeš, zdaj pa, ne vem, kaj pa če bi ti mogoče malo tako na sliko ali pa naredil nekaj drugačne. Pri novi mediji, sploh kar se tiče nove produkcije, pa to ful kompleksna mašinerija, zato ker je vezano in na produkcijske sposobnosti in na tehnične sposobnosti. Velikokrat umetniki sodelujejo tudi z nekimi drugimi strokovnjaki, če delajo kaj tako zelo tehnično zahtevnega, ker sami recimo ne vejo, ali pa imajo idejo, pa rabijo nekoga, da to dejansko izvrši. Ne vem, kako se recimo tvoja vloga pri nekem projektu, da ima reči, da ne gre za postprodukcijo, da bi prinesli nekaj od zunaj, ampak dejansko za nekaj, kar recimo nastaja. No, v 30 plus je bil lep tak primer, kjer so v bistvu pride ideja, pa ni še zaključeno umetniško delo, kje se pol v bistvu kako zgleda ta kuratorska vloga tukaj. Zdaj, koliko imaš ti zraven, a je tukaj potem bolj neko usmirjanje, pa neka podpora, ali tudi dejansko mogoče tudi tvoj kuratorski pogled, ki se oblikuje delo? Ja, se mi zdi tako, hvala, da si mi že dal tako nek mičkam bolj konkreten framework, znotraj kjerga razmišljam, ker pač ja, seveda je tak res po mojem neskončna množica nekih kombinatorik, ki pač ja, izhajajo tudi recimo včasih čisto iz nekih tako, mislim, vedno iz materialnih pogojev, ampak včasih tudi res iz nekih zelo pač ja, praktičnih omejitev, ali je to čas ali institucija, s katero sodeluješ. Zdaj recimo, ne vem, če se osredotočim na recimo te primere, ki si jih ti izpostavil, torej recimo, če dam kot nek study case v 30 plus, kjer v bistvu se na ta poziv, ki ga Zavod Aksioma objavi in je namenjen
bi rekla, predvsem mlajši generaciji, mislim, predvsem zelo mladim umetnikom v resnici. Tukaj recimo to zgleda tako, da recimo že, ko se pač poziv objavlja, torej pač, ne vem, v mojem primeru recimo kot pač kuratorka se s producenti pogovarjamo pač o nekih okvirih tega poziva, torej recimo eno konkretno vprašanje, a dati neka, recimo, že tukaj je lahko en tak bottleneck, ne, tega, kaj dejansko potem bo obstajalo, torej a dati neke, bi rekla, tematska izhodišča, a recimo že to definiraš na tej točki, kakšni so v bistvu recimo kriteriji, po katerih pač izbiraš ta dela. Jaz recimo sem se pač za letošnjo sezono, se mi je zelo smiselno pač ostati pri tem, da tega pač nekako ne zapiramo, ne definiramo, ker se mi zdi, da tudi pač je neko omejeno število takih priložnosti za mlade ustvarjalce in se mi zdi, da tudi recimo še posebej, ker imaš neke prve izkušnje s prijavljanjem na razpisa, si nekako kar počutiš tako interpeliranga v to, da bi svoje delo prilagodil temu, kar se pričakuje od tebe. Meni pa je v bistvu mogoče bolj, se mi zdi dobro videti, kaj v bistvu nekako tudi je znotraj neke generacije. Tako da recimo to je nek ta prvi moment potem izbire, seveda so pač tudi tukaj sestanki z umetnicami in umetniki, torej še preden recimo se odloči za sodelovanje, se pač seveda pač spoznaš osebno, pogovarjaš pač o nekih možnostih, o tem, kje se vidijo in tako naprej. In ja, potem, ko prije pa do samega dela, pač začne se običajno potem razvoj naslednje leto. Seveda pač umetniki in tudi jaz v resnici velikokrat že raziskujemo pač prej, oziroma zagotovo pač, ko veš, da se bo nekaj dogajalo, pač seveda razmišljaš o tem, a ne že od tistega momenta dalje, čeprav pač vedno vsi čakamo na te rezultate glede financiranja, si nekako že v nizkem štartu. In ja, pač sam proces, razvojni proces se mi zdi, da je pač tako, ja, saj je neka forma teh sestankov kuratorskih, ki jih pač valjda vsi imamo, ampak tudi kuratorski sestanek je lahko zelo različnih oblik, ne, recimo od prejšnjega cikla U30+, pač ne, recimo Swamp Matter smo imeli pač tudi obisk škocjanskih jam, ne, kar je bil tako one of my top curatorial meetings, ki si pač tam v neki deroči vodi in pač si bolj tako, ja, no, v nekem čist drugem settingu in tudi recimo debate drugače potekajo do, ne vem, recimo v primeru, ko si pač omejen na neke pač pogovore pač online, ne, ker recimo mogoče tudi umetnik ne moreš biti v živo z njim. Sem odgovorila približno na tvoje vprašanje. Moja vloga te v bistvu zanimala, ne, kako vidim svojo vlogo v takem procesu. No, tle recimo, če dam pač pol kot nek drug primer, a ne recimo produkcije, kjer v bistvu recimo ni bilo tega odprtega poziva, pa sem jaz v bistvu izhajala iz pač nekega svojega poznavanja, zanimanj, vpletenosti v sceno, recimo pri Ljudmili, ne, kjer v bistvu sem, seveda tudi delamo znotraj projektov, ampak sem pač nekako naša core ekipa, smo 3 ljudje, ki nekako delujemo tudi kot umetniške pač sovodje programa. Tam seveda tudi pač pol skozi eno drugo prizmo razmišljam o situaciji, torej pač o tem, kaj izberemo, kaj delamo, tudi pač iz vidika recimo, razvoj samega pač društva, organizacija naprej, naših formatov, skupnosti, s katerimi smo pač recimo v stiku. Ja, in tam pač ponavadi, ja, začnem z nekim povabilom, včasih tudi s kakšnim izhodiščno situacijo, ki jo zastavim. Tako, no. Zdaj, iz tega produkcijskega vidika, ne, po moje tudi. Zdaj, če jaz zelo po domače povem, ne, recimo pri slikarski razstavi, naprimer je zelo pogosto proces tak, ta slikar bo imel kle razstavo, ti boš to kurirala, jaz stopam v stik s tem slikarjem, mu rečem, jaz kuriram, a ti je to cool? On reče, ja, amazing, boš prišla v atelje pogledat, pridem v atelje, vidim 7 slik, v galeriji je prostora za 5 slik, izbereva skupaj, kjerih 5 slik bo na razstavi, hudo, se vidimo čez 2 tedna, ko bomo te slike pripeljali, skupaj bova obesla, bam, razstava. In je v bistvu recimo ta del producentskega dela praktično ni. Te slike so bile recimo že naslikane prej ali pa so bile v
v končevanju, ko sem jih jaz prvič videla, ali pa ena slika je bila še v nastajanju, ampak sem na podlagi zadnjih 5 lahko sklepala približno, kakšna bo, umetniku zaupam in sem tako, ok, če bo huda ta slika, bomo še to dali na razstavo. Zdaj zelo posplošujem, ne? Zdaj, če pa nekdo dela nek tak proces, ki zraven sodeluje še neki inštitut za kemijo, pa treba si je tam pri Luki Koper sposoditi neke šraufe, pa a bi to tako zavil, pa imamo dovolj podaljškov, pa bla bla bla, je to ful bolj produkcijsko in po moje Jernej tudi spraševal, koliko imaš ti v času, ko umetniško delo ali pa projekt še nastaja, koliko imaš ti prstov dejansko vmes, ker jaz pač slikar, moj slikar, bo pač nekaj naslikal in jaz se bom s tem sprijaznila. Če bodo vse slike šit, bomo dali na razstavo une, ki so najmanj šit. Ne? Ali je pri delu znotraj intermedije ta stvar bolj fleksibilna, ali si sam jaz, ki recimo se s tem ne ukvarjam toliko, predstavljam, da je to ful bolj organsko prepleteno, kot je v resnici. Se mi zdi, da mogoče to, kar si omenila, ena slika je še v nastajanju, pa pogledam prejšnje slike in jaz umetniku zaupam, bi rekla, da tak in a nutshell je tudi tako z pač, dajmo reči, intermedijsko produkcijo. Seveda pač začnemo, torej pač zdaj specifike, a je to umetnik, ne vem, je to studijski umetnik ali je to nek umetnik, ki pač, ne vem, hodi iz rezidence na rezidenco ali način, ne vem, kako funkcionira pač valjda vpliva na to, kako se sploh srečaš z njihovo prakso, ne? Ampak pač začnemo vsekakor pač z izdelki že obstajajo na nek način, ne? Torej skozi, ne vem, vse meni se zdi tako dober oziroma verjetno to pač vsi na ta način delajo, ne vem, ampak jaz pač rada mogoče začnem zelo odprto, pač pri samem projektu, ne vem, se mi zdi, da mogoče spet ta background umetnice tukaj nekaj, kar sipa in, ampak pa zdi se mi, da moja tako glavna naloga v začetnih fazah je v bistvu lih zagotoviti nek ta prostor, ki se še ne obremenjujejo s produkcijo. Ker v bistvu pač tako je v bistvu vse na nek način sortav še možno. Seveda pač ni, da zdaj pričakujemo, da se čisto zanemari neke materialne pogoje, iz katerih izhajamo. Tudi želim si, da je to nek ta faza ideacije, se mi zdi zelo pač neka odgovornost od kuratorja to keep it real, ali nekaj tako realistično, tudi zato, da se nekako mogoče prepreči neko pač, ne vem, totalno izčrpavanje umetnikov. In potem recimo, če bi rekla, da je to neka prva faza, zdaj spet odvisno od umetnice, umetnika, običajno na začetku pač neka raziskava, neke debate, mogoče bolj konceptualne, lahko so pa tudi zelo v bistvu že materialne, ne? Se recimo, kdo pa pač izhaja prav iz neke specifične tehnologije ali pa nekaj bi jo želel na novo poskusiti ali pa znotraj nje razmišlja in so v bistvu prva stvar, ki se zgodi mogoče neki čistko pač obstoječi eksperimenti, ki so jih delali, pa zapelješ v drugo smer. Ampak na neki točki se pač, bi rekla, da ne vem, na kateri točki to pride, pač se mi zdi, da poskušam nekako tudi intuitivno zaznati, kdaj je pač nekak ta moment, oziroma tudi ne forsirati tega, kdaj se v bistvu stvari začnejo nekako kristalizirati in pridemo tudi čist do pač nekih praktičnih omejitev in razmislekov in ta del pa tudi sam po sebi potem ni samo, ok, zdaj smo to pač naumili, neko zadevo in zdaj bomo to pač poskušali sam pač izdelati, ne, valjda je tudi ta del zelo pač ustvarjalen, ne, torej pač nekakih česa se pač recimo bomo poslužili za to, da pač dejansko to stvar spravimo into being. Sej, ker tudi iz vidika, jaz bom zdaj v tej epizodi ta neabstraktni kontrapol, ki bom ful bolj mogoče kakšne svoje primere povedala, ker vem, da je ful težko razlagati, tako da I'm sorry, vsi, ki poslušate to, ne posplošujem zdaj za nalašč zelo namerno, ne, ampak sam zato, da lahko tudi bouncaš off me na nek način, ne. Recimo pri intermedijskih razstavah se meni velikrat zazdi, da, zdaj če spet primerjam z slikarstvom, moj slikar lahko še pol ure pred otvoritvijo nekaj popravlja na sliki, če hoče.
ali pa zamenjamo neki, ali pa premaknemo sliko, naprimer. Zdaj, ko res o formatu razstave govorimo. Recimo v tvojem primeru, ko vi koncipirate, sestankujete, razvijate projekt, bla, 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 na neki točki mora zdaj ta umetnik z zagotovostjo te potrditi, ok, stvar bo tako izgledala, tako bo delovala, te stvari še rabim, te stvari že imam. Ker on, recimo v tvojem primeru, ne more se on 2 dni pred otvoritvijo spomniti, a ja, mogoče bi pa jaz to reprogramiral, sam mi manjka nek ta adapter, pa joj, ne vem, kje ga dobiti, pa v resnici sem na morju, a bi lahko mogoče, ja, ne, take stvari. Ker tudi pri mojih izkušnjah, kadar, že če zelo posplošim, kadarkoli je bila elektrika zraven, pomeni, da imamo mi video ali pa neke motorčke ali pa nekaj, kar more na štrom delovati in nekaj, ko se mora nekaj prižigati, da stvar deluje za časa celotnega trajanja razstave je fucking miracle. Skozi je treba nekaj popravljati, je treba čekirati, je treba updatati, je treba umetnika klicati, da pride to popravljati, ne? In si predstavljam, da že pol tudi ta čist primarni vstop v neko otvoritev, v to, da se stvar odpre in prikaže javnosti, takrat mora stvar tipi-top delati. Pomeni, da mora že en teden pred otvoritvijo stvar praktično stati, zato da ti neke errorje popravljaš do trenutka, ko mora to biti kao brezhibno. Ne? In si predstavljam, da če si ti 2 meseca pred otvoritvijo, pa se z umetnikom še zmer samo o nekih konceptih pogovarjaš, pa kaj njega zanima, pa kako boste šli jamo pogledati, zdaj karikiram, ok? Na neki točki moraš biti tako, ok girl, pač imamo to pa to pa to, kaj rabiš, a imamo dovolj visok strop, a rabiš nosilce, a rabimo ekstra tehnika poklicati, a rabiš prevoz, koliko to tehta, a že imaš stvar sploh narejeno, a si že eksportov ta shit, take stvari. Ne? A je to realno, kar jaz zdaj tukaj razmišljam, ali sem čist mimo udaril? Ne, čist povsem realno in na mestu. Zdaj tudi to tok velik del teh procesov, da ga pol tako, a veš, jaz verjetno se pač osredotočam na del, ki mi je najbolj zanimiv. Ampak ja, pač dejansko, ja, to je pač tako, kot sem, ne vem, recimo omenila, ta pač izdelava tehničnega riderja nekako se dogaja ob tem, ko pač snuješ prostorsko postavitev in v bistvu že verjetno tako implicitno, že ob tem, ko razmišljaš nekako tudi o življenju projekta, torej ne vem, razmišljati o tem, da bo pač, kako se bo delo skladiščilo, a bo modularno za gostovanja, kako bo to recimo čisto praktično nek čuvaj tam pač prižigal, kdo bo to vzdrževal. Se mi zdi, da pač je odvisno spet od projekta, na kateri točki začnem mogoče s tem težiti, pa v bistvu pač loviti vse neke te tehnične detajle, torej pač ja, kaj vpliva na kaj, kjer je pač ponavadi tehnični rider je pač tako literally do USB stika definiran, po moje par tednov pred razstavo, seveda pa se tudi zgodijo kakšne improvizacije kdaj na mesto ali pa kreativne rešitve, kad ti kdo pomaga, ka pač težko vse pač čist predvidiš, tudi zato, ker pač velikrat pač zelo dobro je, če imaš več časa v pač razstavnem prostoru, da dejansko lahko setaš up ta sistem, lahko postaviš zadevo. Ne vem, se mi zdi recimo, da Osmoza je pač vse ta prostor, ki smo ga imeli na Slovenski 54, je bil zelo tak dober primer tega, da lahko umetnik recimo pač mogoče začel v studiu z razvojem svoje ideje, že delal neke postavitve, torej v studiu na Osmozi, pač bila sta 2 studija za rezidente in lokalne umetnike in potem se je pač recimo prestavil v dvorano in tako, kot recimo gledališki projekti, ki so se samo odvijali, imel neko priložnost za simulacijo, vaje, ne, test same zadeve, tako tudi kakšen teden, 2 in potem še čas za postavljanje. Ne. To se mi zdi pač vsekakor zelo vredno, ker pač ti v bistvu imaš zato k nekimi predvidevanji opravka na neki točki, torej, kako bo to pač recimo izkustveno delovalo, kako bo to kot celota, ne vem, komunicirano raznolikim obiskovalcem, kako bo izgledal, ne vem, recimo kako bo izgledal program, ki se bo v tem odvijal, do tega, kako bo zdaj zadeva delala. Hkrati je pa tudi to, da pač na tem področju je pač tudi veliko tehničnih rešitev, mora biti tudi nekako kreativnih, veliko tehničnih rešitev
samih umetnic pa umetnikov, je pa dejansko tudi avtorskih. Tako da pač je vedno neka, mislim, če imaš pač neko eksperimentalno elektronsko zadevo, pač it does not comply to standards, a ne pač tak by default, a ne, in pač moraš razmišljati nekako o tem, kako to obdržati v delovanju, ki ga želiš. Ja. Se zdaj v bistvu dotaknem prav tega producentskega dela še, zato ker smo zdaj načeli pač v bistvu cel ta problem tega, da ko ti kuriraš intermedijsko razstavo in ko ti oblikuješ neko delo, ki se bo pač potem razstavilo, prideš do raznih dejanskih tehničnih problemov, ki niso samo stvar izvedljivosti, včasih so stvar dostopnosti. Zdaj me tle zanima, jaz ne vem, koliko ti upravljaš producentsko delo, oziroma kako se zdaj tle ta producent in mogoče celo tehnik že znotraj kuratorskega dela vpleta, ker sklepam, da at some point, ko je treba nekaj realizirati, pa ni več samo jaz bi pa imel to, ne vem, na nekem full huge touchscreenu, ampak je tudi, a bomo to imeli na full huge touchscreenu, a bomo imeli več malih in a bomo imeli velikega zato, ker imamo enega na razpolago in ga lahko uporabimo, ali bomo imeli malih zato, ker ne moramo dobiti velikih. To so vse neke stvari, ki so vezane ne samo na želje umetnika ali pa kuratorja, ampak tudi na dejansko izvedljivost. Zdaj NVO-ji, ki si že sama povedala, ste vezani na projekte, zdaj te projekte imajo določene finančne okvire, te finančne okvire ne morejo vsega akomodetati, isto kot če bi bil mogoče v nekem malo bolj podprtem javnem sektorju, mislim javni instituciji, ki ima vseeno neko zaledje, ki lahko privošči mogoče. Hopefully. Vseeno imajo vsaj to stabilno financiranje. Z nekim pametnim planiranjem finančnega leta. Financiranje ne pomeni, da imajo usposobljen stav, ki je tam zato, da počne te stvari. Ne govorim o usposobljen stavu, jaz govorim samo o tem, da pač proračuni so malo drugačni, pa da se tudi majse kaj potem znotraj javnega sektorja še zmeniti, ki pa pač kot NVO si vezan sam na tisto, kar imaš. In prijatelje. Ja, tako, ja, in prijatelje in v bistvu recimo pač ja, celotno sceno, ker se mi zdi, da tudi pač je znotraj pač intermedije se tudi pač nekako ekonomično dela z opremo, da predvsem iz razlogov, ki si jih pač omenjal, torej pač financiranje, pač dosti nekega izposojanja, torej pač da si nudimo neko tehnološko, tehnično podporo. So tudi recimo kdaj kakšna, ne vem, recimo podjetja ali pa obrtniki ali pa prijatelji, pač zelo, tudi tukaj moraš biti pač ustvarjalen, ko razmišljaš o tem, kje boš nekaj dobil, če se uporablja recimo neko tehnologijo, ki je pač, ne vem, ready-made, pa mogoče sam težko dosegljiva ali pa je nimaš. Se mi zdi, da to, kar si rekel, pač recimo razmišljanje o tem, a bomo imeli huge touchscreen ali ful nekih majhnih tablic, ali kaj je že bil tvoj primer. Tukaj je tako, to je itak nekako večplastno, zato ker pač je po eni strani, pač je tehnologija, pač je v funkciji tega, da pač ti pomaga določene dele projekta sploh izvesti. Je tudi v bistvu nek način formalizacije ali pa izraza neke ideje, zdaj pač ful je odvisno, v kaki vlogi je v bistvu neka tehnologija, do samega projekta, do tega, da pač ja, so mogoče kakšne stvari tudi res tako, mislim, zelo težko jih je pač procurati, oziroma pač je to nek poseben izziv in tam se mi zdi, da pač presodiš, a je vredno zdaj pač full like effort produkcijske ekipe dati to ali ne. In se mi zdi, da pač tako tle nek pač tudi nek, ja, je neko iskanje ravnotežja med pač izvedljivostjo, pa ekonomičnostjo, pa recimo željami umetnika ali pa potrebami projekta. Zdaj tako pač čisto oseben nek, ne vem, guideline, pač recimo pri snovanju postavitev in tudi recimo, ne, hočem reči, da pač jaz pač vseeno velikrat sem bolj naklonjena pač recimo izposoji, ponovni uporabi, tudi tako rada imam neke rabbit hole po bolhi, pač čisto to, da tudi, ne vem, recimo, kar pač ustvarjamo znotraj umetnosti, da ni pa sam neka pač potrošnja just for the sake of novelty, ampak so pač, ne vem, neki projekti, ki se pač tudi nekako tak sustainably upenjajo v družbo. In tak, ja. A pa se ti zdi to prehajanje med kuratorjem in
producentom na nek način fluidno, da te ne zmoti, mislim, to ti je organsko in ti je cool in je to del, ki ti je ok, ker recimo mene to pogosto zmoti, ne? Mogoče tudi zato, ker pač delam na drugem področju in ful variira tudi od institucije do institucije, ker jaz recimo sem malo bolj leteča od institucij do institucij in je ta razlika včasih toliko velika, da me čisto iz tera vrže. Ne? Nekje mi vse zagotovijo, takoj imajo hišno opremo, hišne stvari, vse, pol nekje drugje moram pa jaz last minute, glih toliko, da ne kupovati nekih stvari, samo zato, ker če jih ne bom kupila, pa stvar ne bo stala in bo problem. Ne? Mislim, predvsem pač v sodelovanju z Axiomo in Ljudmilo, pač moram reči, da je ta produkcijski del nekaj, v kar sem upletena, imam recimo pač tudi pregled nad tem, pač vsekakor bom vedela vsej, dokler je pač razstava odprta, na pamet, kaj vse je tam, od kje je kaj prišlo, kdaj moramo vrniti, pač bom imela nek ta mental mapping tega narejen, ampak pač je pač veliko lažje, ne, če imaš dobre sodelavce, če imaš pač tudi neko podporo organizacije. Axioma ima recimo že zelo dobro vzpostavljen tudi sam razstavni prostor in v bistvu se tudi vidimo skozi projekte, ki se tam dogajajo, pač dejansko se ti zdi, da se da praktično karkoli notri narediti in to je tudi seveda rezultat tega, da je pač veliko produkcijskega dela in nekega strateškega razmišljanja šlo v to, da se prostor naredi res čim bolj vsestranski in seveda pač najboljši tehnik na sceni, po mojem mnenju, Walter Udovičič, shout out, pač vsekakor reši. Mislim, recimo neka taka oseba, ki pač čist tehnično ima že leta in leta kilometrino na toliko različnih projektih je delala, da ima potem v bistvu tudi zelo tako včasih out of the box in ustvarjalne rešitve. To je vsekakor pač tako zelo pomembno tehnična recimo ekipa, pa iznajdljivost producentov. Medtem ko recimo mogoče pri Ljudmili smo večkrat recimo, še posebej zdaj, ko pač nimamo tudi nekako še vzpostavljenega prostora nove osmoze. Se mi zdi, da smo z osmozo recimo lih prehajali na to točko, kjer smo recimo že vse bolj suvereno lahko delali s prostorom, ker je bila vse nekak infrastruktura pač postopoma zgradila, smo ugotovili neke specifike, ga prilagodili, tudi pač konzorcijski partnerji, torej pač poleg Ljudmile še Zavod Delak in Zavod Projekt Atol se pač vzajemno tudi podpiramo. Smo pač bili na neki tej točki, medtem ko recimo, kadar gostuješ, je vedno pač nek gamble, a bo kaj lahko prostor na nek način prenese, kaj lahko pričakuješ, kaj bi bilo mogoče prav, da pričakuješ, pa pol tudi ni, pa poskušaš nekako nadoknaditi, ampak again, to je pač res lažje, če imaš dobre sodelavce, tudi še en shout out Luki Frelihu, ki je pač poleg mene in Katje Pahor pač del tega Triglava art divizije Ljudmile. Pač res je vsestranski in ne vem, tudi reši tako 1001 situacijo in tudi unpromptedly na razstavah drugih ljudi popravlja dela. A pa imate potem vi znotraj te dveh organizacij ljudi, ki počnejo skoraj isto kot ti, sam da ne kurirajo. Torej jaz si zdaj predstavljam, da če imate vi tam neko producentko, dela na koncu zelo podobne stvari kot ti, sam da pač ti komuniciraš z umetniki, recimo da določaš neko postavitev, pa da napišeš tekst. Ker ta producentski del je pa po moje zelo fluiden, zelo isti, podoben si, ali kako? Ali si ti zgolj nek posrednik, ne? Ker to mene kdaj recimo zelo matra, se razumem, da je to praktično glavnina dela, tudi kuratorja, ne, se smo prej tudi povedali, kot nek posrednik med artistom in institucijo in to, ampak to, da recimo artist te preče, kaj pa če bi to, pa moš pa ti to predati produkcijski ekipi ali pa umetniški vodji ali pa tehniku, a se to sploh da, kje pa imamo mi napeljavo v tem prostoru, ne? In si v bistvu kot nek posrednik. Ampak zdaj pri intermediji se mi pa zdi, da ti kar malo tako poosebljaš še vse te ostale poklice in da je v bistvu na nek način več ekipnega dela, ampak hkrati si ti tudi nek tak hibrid.
Ja, bi rekla, da se z obojim strinjam. Pač zelo veliko je ekipnega dela, hkrati pa si kot kurator, po moje, čisto vsako od teh layerjev, pač se moraš znajti, se moraš uplesti. Zdaj recimo, ne vem, če smo konkretni, ker se poskušam biti čim manj abstraktna, da me ne zanese, ampak recimo, ne vem, konkretno pač pri sodelovanju z Axiomo, pri U30+, smo vsi nekak del procesa, torej celotna ekipa, tudi recimo, iz vidika recimo umetniške vodje, Janeza Fakin Janše, ali pa producentke Marcele Okretič, pač oni imajo v bistvu še dodatne layerje tega, o čemer morajo pač razmišljati, tudi zagotavljati meni neke pogoje za delovanje sodelavcem, vzpostaviti neke protokole, da mi lahko pač skupaj delamo in ja, to je res pač neprecenljivo, da imaš ta support. Jaz se zavedam, da pač, če se lotiš nečesa samostojno ali pa recimo že v nekih organizacijah, ki mogoče niso toliko utečene v intermedijski produkciji, pač it can get really difficult, really fast. Pa se ti zdi, da je recimo to razporejanje vlog, dela, kdo kaj dela, da je pol lahko daj to izziv, ker včasih je, se mi zdi, problem, če imaš ti neko ekipo, kjer vsi delajo malo vse, da pol na koncu se organsko zgodi, da en dela, trije pa ne. Pretiravam, ampak recimo, da če ste vsi malo zadolženi za ta produkcijski del, nekdo more, neka hierarhija, da obstaja nek vrstni red, kdo na koncu vseeno odloča, da ni na koncu sam ful enega telefončkanja, čas pa hiti mimo in resursi se porabljajo. Ne, se mi zdi, da pač tako, vse v smislu pač neke hierarhije, v smislu tega, kdo je na koncu tisti, ki verjetno bo je najbolj smiselno, da presodi, da se pač nekaj zgodi, to pač seveda obstaja. Zdaj pač vedno se nekako do tega pač pride organsko. Recimo, če dam pa tukaj pač našo ekipo na Ljudmili, kot primer pač mi zelo imamo nek tak horizontalen način dela in včasih je lahko tudi tako pač se mi zdi, da bi nas recimo težko razdelil, kdo zdaj, kaj točno znotraj, v bistvu vsi sodelujemo pač na vseh projektih, ampak določene projekte ali pa aspekte določenega projekta pa vsem, kdo izmed nas bolj vodi. In se mi zdi, da se pač tudi tako nekako organsko, komplementarno to razvije. Se mi pa zdi pač, tako, jaz lahko govorim sam from my experience, ki je bil zaenkrat pač tudi do zdaj vedno še dober. Res je pomembno pač tudi razmišljati pač sodelovanjih. Recimo, mogoče o tem bolj razmišljam, torej, takrat, kadar sem jaz v neki taki vlogi ali pa v neki poziciji nekoga, ki dajmo reči, upravljaš časom ali pa pač je na neki poziciji, ne vem, rečemo temu moči do nekoga, ki se pač upošteva njegove ideje, ali so dobre ali ne. Pač jaz veliko razmišljam o, ne vem, načinih dela z umetniki in tudi ostalimi sodelavci. Se mi zdi, da pač, ne vem, če je neka največja odgovornost, ki jo čutim v svojem delu, je pač predvsem do delovnih procesov vseh, ki so udeleženi. Ker se mi zdi, da pač, se tudi pač intermedija ni tako imun na pač romantizacijo dela v kulturi. Pač je tudi nek ta čist sistemsko pogojen in pač je v umetnosti deeply embedded moment tega, da se vedno išče nekaj novega, nekaj boljšega, nekaj še bolj, pač neko presežen element, do katerega se pride, ampak v bistvu pač ko gre za neko delo v kolektivu, sodelovalno delo, se pač neka ta, kaj bi rekla, skrb za pač ustvarjalce, za soustvarjalce, za sodelavce, pač prestavi na kolektiv. Pač čisto konkretno, če sem zdaj malo bolj konkretna, da ni tako abstraktno. Recimo pač meni je dobro, ko začnem z umetniki pogovarjati, tudi razmišljati oziroma sodelovati z njimi, tudi mogoče pri-establishati neka pričakovanja. Vsekakor se mi zdi, da so pač neke stvari, ki jih res moraš na začetku setati in stone, kolikor dobro jih lahko, tudi če ti nimaš recimo zanesljivega odgovora glede financiranja ali pa prostora ali pa časovnih omejitev, pač tvoja naloga je, da vse ponudiš neke parametre,
ki so konkretni, ki so pač nekako tudi jasni in pač potem zdržijo, ne? Da pač tudi nekako veš, v kaj ekipo upletaš, v kaj se z umetnikom spuščaš in pač ne tudi biti nekako fleksibilen z pač samimi metodami dela, ne? V smislu, da ne impouzaš nekih svojih metodologij na umetnika, ki bo temu pač posvetil tako 1 leto svojega življenja, vstaj, verjet in prakse. Tako v smislu tega, da mogoče, ne vem, če imam jaz nekih 6-7 če imam jaz nekih, ne vem, več projektov, na katerih delam hkrati, pa seveda pač imam neko željo po optimizaciji tudi svojega časa, pa a ne potem, da so neki okviri, znotraj katerih delujem, se mi zdi vsem pač vredno z vsakim najti nek skupen jezik ali pa način dela, da se pač spoštuje tudi tako njihov čas, njihov način delovanja. Pač čisto to, da je pač dejansko so še v bolj nekak fleksibilnih, ne, precarious situacijah, kot recimo pač sem jaz, vse v moji specifični vlogi in pač mi pomeni, da lahko mogoče ustvarim neke okvirje, znotraj katerih je nekako manj riski delovati. To se mi zdi tako ključen del. Ja, jaz se zdaj tle mogoče malo sprašujem, če je to tudi stvar specifike samega nevladnega sektorja, ki je v bistvu malo poseben po svoje. Za razliko, v bistvu so se dejansko z Mašo malo pogovarjali, ko smo delali še skript, kaj sploh imamo v Sloveniji. Nekaj imamo načelo, imamo nevladni sektor, je, ne vem, glavnina tega kulturnega miljeja pri nas. Potem imamo javni sektor, ki ga je sicer kar nekaj, ampak spet ne toliko. Ampak nekega prav privat sektorja pa niti ni zares. Mislim, imamo nekaj prodajnih galerij, ampak ne vem, po mojem na intermediji nekega sektorja, da ne bi bil upleten v javno ali pa v novo, ga sploh ni, ne? Vsaj pri nas, no. Ja, vsekakor. Mislim, tako se mi zdi, da pač mogoče, ne vem, zdaj ne pač lih v smislu neke prodajne galerije ali pa tega, pač je vseeno tudi neka bližina recimo z nekimi različnimi tako gospodarstvenimi, rečemo, panogami, mogoče se s tem križanjem nekako pač bolj odpira ta element, pač a je to, a veš, recimo razmišljamo o nekem Google Artist Residencyju, a je to zdaj ta privatni sektor, o katerem govorimo? Ne vem, se prav razmišljam sploh, kaj je ta specifika zdaj tega nevladnega sektorja v tem pogledu, oziroma zdaj se pogovarjamo dosti o tej v bistvu neki nesigurnosti tudi, kar se tiče znotraj zaradi financiranja in vsega tega, ker nevladni sektor je na koncu vezan na razne finančne mehanizme, to je zdaj bodisi financiranje iz javnih ali občinskih ali pa celo iz evropskih, ne. To pomeni, da je potem v bistvu tudi ne moreš zares ustvariti stabilnega financiranja samega nevladnega telesa, za razliko recimo od nekega podjetja, ki bi imel nek stalni prihod nekega dovoda kapitala zaradi nekega ustaljenega načina dela, ne. Zdaj v nekem podjetju, če se zdaj malo predstavimo ven iz čistko zaradi orisa iz kulture, v nekem podjetju, ker imaš pač ti neke stalne stranke, ker imaš ti neke stalni dovod denarja, seveda zahteva tudi neko mero angažiranosti in iskanja novih strank in ohranjanja starih strank, ampak vseeno se ustvari nek cash flow, kateri ti omogoča, da ti zaposliš neke delavce, imaš neko telo ljudi, ki prispeva k temu podjetju, imajo tudi zato lažje razdeljene naloge. Pri nevladnem sektorju se mi pa zdi, da v bistvu mogoče ravno zaradi teh načinov financiranja, ker so v resnici revezani iz leta na leto ali pa 3, če dobiš dobro za 3 leta na 3 leta, je dosti teže opravičiti ta neka redne zaposlitve. Nekaj jih je, ampak še vedno ne v isti meri. Vseeno imamo v nevladnem sektorju ponavadi par zaposlenih pa ogromno zunanjih sodelavcev, ne. Tako da, ja, ne vem, a se sploh da razmišljala o tem vidiku, kaj pomeni dela tudi v nevladnem sektorju, mogoče v primerjavi z javnim, kaj to pomeni tudi za kulturni sektor, kako sploh gledaš na to? Ne, glede na to, da nimam tudi toliko izkušenj z nekimi, mislim, sem recimo pač sodelovala z, ne vem, Kino Šiško ali pa tudi pač prek, torej pač Aksioma in Ljudmile, ne vem,
raznoraznimi, ne vem, od mladinskih centrov do, ne vem, recimo galerija Vžigalica, galerija Kresija, ne vem, a veš vedno tako bolj kot nek jaz njihov zunanji kot sodelavc ali pa del partnerja, tako da si ne znamo v bistvu predstavljati, kako poteka delo znotraj javnega zavoda, ne vem, še posebej pa Veš kaj, sej glavna razlika na koncu, če si ti samostojni delavec v kulturi, pa delaš na nekem projektu na NVO-ju, pa za javni, je razlika samo v tem, da moraš izdati e-račun. Ti si lahko tudi zaposlen v javnem sektorju, Maša? Govorim ti, če si samozaposlen. Če si samozaposlen, Kdo je fucking zaposlen v javnem sektorju? U njih 5 ljudi. Ne, so zaposleni ljudje, seveda, da so. Vem, da so zaposleni, ampak ne, mi smo vsi samozaposleni. Mi smo vsi zunanji. Ja, sej, ampak imaš zaposlene ljudi v NVO-ju. Ok, ja. Sam to ni noben od nas, ne. Ja, od teh nas tukaj ne. Ma pa Atol, recimo, zaposlene ljudi, ne vem, če ima Ljudmila. Ne, se mi zdi, da pač znotraj nevladnega je več kot to, a ne pač, da si za določen čas zaposlen, kar ne vem, če pa tako, mislim, pač to ne spremeni načina, kako ti pač funkcioniraš in deluješ day to day, a ne. Tako se mi zdi, da smo šli, da smo, ja, tako trije samozaposleni, ki se sprašujejo, kako je delati, kako je biti zaposlen. Mogoče bi to mogel biti cel podcast. Ja, a veš, tako fantasies. Ampak, a ti si pol, recimo, plačana po nekem pavšalu ali si na projekte? Ful je odvisno od tega tudi, koliko časa traja projekt. Pač se mi zdi, da tudi vseeno imajo pač organizacije neko zavedanje, da pač, ja, če boš ti delal 1 leto na projektu, pač you have to live in between, ne? In pač se poskrbi za to, da pač, ne vem, se tudi razdeli delo na neke sklope, ki so pol plačani in ja, je čist zdaj odvisno ja, od organizacije oziroma pač ja, od tega, kako lahko sfurajo. Se mi zdi, da je pač vse neka težnja pri organizacijah za zunanje sodelavce, s katerimi pač ja, tako dosta redno sodelujejo ali pa skozi več let, da je pač v mislih tudi to, da ja, pač ne moreš vseh računov za stvari staviti pač novembra in predtem pač na vapors, tako živeti in delati. Kaj pa to, kar si prej omenjala, ta komunikacija z umetniki, da se že na začetku neka pričakovanja vzpostav pa to, koliko je pa v vaših primerih potem tega, da recimo prijaviš nek projekt na razpis, narediš finančno konstrukcijo, vse, smo že v nekem aprilu, stvar bi se mogla že odvijati, ti pa še zmer ne veš, a denar za ta projekt imaš ali ne. Zdaj Ljudmila pa Aksioma sta do neke meri ufurani instituciji, da pač predvidevam, da sta redni prejemnici financiranja na tak način, ampak kaj pa pol recimo, a se je že zgodilo, da pol tega financiranja ni bilo? Kako pa pol to taka institucija rešuje? A pobira iz nekih drugih čoškov ven, ali ima nek emergency fund, ali se potem kakšne stvari tudi scancela? Kako to deluje? Še posebej, če je to nek projekt, na katerem delaš leto plus. Ja, recimo zdaj, ko si omenila Ljudmilo, ki je pač tako res ima že dolgo zgodovino in pač ja, je tudi pomemben akter znotraj te scene, v bistvu mi ko programskega financiranja strani Ministrstva za kulturo za umetniški program, do tega smo prišli letos, tako da I'll tell you how it's going in a few months. Pred tem smo bili ja, vezani pač na vse, kar se tiče ministrstva, na projektne oziroma večletne projektne razpise. Je sicer pač programska podpora strani MOL, ki je tudi pač zelo ključna, da lahko deluješ na tak način, ne vem, pač je veliko negotovosti, bilo velikrat in to, kar si opisala, ne, čakaš do aprila in pač upaš na najboljš, ja, super ilustracija pač vsakega leta. Kaj pa kaj evropski razpisi? Ja, tudi smo tudi bili, recimo pri Ljudmili in vem, da tudi Aksioma, del evropskih projektov, zdaj sicer trenutno pač vse nekako, mislim, se mi zdi, da smo izven tega obdobja, ki pač je bilo nekako logična tudi podpora iz strani pač, ne vem, recimo ustvarjalne Evrope, kot nekaj, kar je realistično računati. Trenutno pač je toliko malo projektov, ko gre
skozi, da pač je bolj chance, če prideš v neko tako shemo, kot pa ne. No. Razmišljam o tem, kako desničari govorijo, koliko nam je lepo v NVO-jih in potem razmišljamo o resnici vsej te prekarnosti, o kateri se zdaj pogovarjamo. Ne? To je, ta negotovost je po mojem kar... Tak light motiv, ne? Kaj pa, če bi mogoče, to bi lahko že prej povedala, ampak jebi ga zdaj. Kaj je Ljudmila? Kaj je fora Ljudmile, recimo? Kaj je razlika med Ljudmilo pa Axiomo? Kaj za nekoga, ki prvič sliši za Ljudmilo pa Axiomo, kako bi mogoče na hitro opisala, kaj sta te dve instituciji, v čem se razlikuje ta Ljudmila kot del, torej prej prostora pri Osmozi, kjer sta še druge institucije. Kaj so glavne razlike med temi institucijami? Da bi rekel, hočem iti v Ljudmilo in ne tja, ker bla bla, naprimer. Wow. Prodej svoje institucije, pičaj. Zakaj bi kdo hodil to gledati? Ne? Ok, zdaj mislite z vidika recimo pač nekega obiskovalca. Tako za debile, pač povej mi, kaj je fora Ljudmile. Oh my god, okay, let me think about it. Sorry, tukaj je open-ended, da... Ok, dajmo reči tako, PR Maja, engage, veš. Ljudmila, a ne, pač obviously društvo Ljudmila je organizirano kot društvo, tudi kot si povedala pač na začetku, zdaj, da se je formaliziralo kot društvo, je bilo šele v bistvu po približno 2 desetletjih. Tega, ko je Ljudmila že delovala kot neka kolektivna entiteta oziroma rečemo temu neko ustvarjalno vozlišče, se mi zdi tudi tako ljudje, recimo posamezniki se mogoče nekaj let engageajo, potem spet ne, tako da pač recimo število pač torej članov društva, tudi jaz sem članica društva Ljudmila postala, seveda se spreminja, recimo da je tako številka nekje med 12 pa na neki točki 20 recimo. Tudi v bistvu Ljudmila laboratorij za znanost in umetnost ni aktivna samo na področju umetnosti, torej pač mogoče ta del, na katerem sem pač mogoče jaz bolj udeležena oziroma bolje rečeno produkciji kot producent na področju umetnosti, ampak ima recimo del društva in ekipe so tudi recimo programerji, ki so v bistvu bolj, mislim, ki so seveda aktivni bolj pač na področju informacijske tehnologije, torej recimo hostinga. Ljudmila je že pač od 90-ih hostala tudi recimo druge inštitucije, umetnike, njihove spletne strani, do potem nekega tudi tega tretjega pola, kar so v bistvu kulturni portali, torej recimo Kulturnik, Culture, zdaj razstave ki se razvija, kjer je pa v bistvu tudi nek tak, se mi zdi, prekrivanje teh dveh delov aktivnosti Ljudmile, ne? Torej pač rabiš dejansko razviti nek backend za to in hkrati razmišljati recimo uredniško o tem, komu je namenjen ta portal, kaj predstavlja, če se ne predstavlja, na kak način. Ampak recimo ti si kle zraven ali to ima nekdo drug čez? Mislim, tako je, itak je pa zdaj na tej točki, ki si vsi delimo eno pisarno, sem seveda zraven, ampak ne, jaz sem pač predvsem pač v tej neki, temu reči, art diviziji društva Ljudmila, pač pri portalih sem občasno pač čist bolj tako kot vsebinsko svetovala, ampak ne urednikujem portalov. Ampak ta umetniški del Ljudmile, spet posplošujem, vaš cilj je, produkcija nečesa in pol imamo razstavo, ali ta razstava ni nujna? Ja, ta razstava ni nujna, bi rekla. Se mi zdi, da recimo, če bi zdaj šla čisto recimo na neke formate, ki so Ljudmili najbližje, ali pa so nekako tudi gonilo tega, kar dela, bi rekla, da so vsekakor pač nekako ustvarjalne skupnosti, torej pač od nekih navdušencev nad eksperimentalno elektroniko, torej imamo ta skupnostna srečanja, sintetistična srečanja, potem zadnje nekaj let tudi skupnost pač ustvarjalcev oziroma entuzijastov nad neodvisnimi videoigrami, kontrolerji. V2V je tudi v bistvu aktiven že, ne vem, po moje več kot 5 let, ker je tudi pač kot neka
platforma za recimo videaste, torej pač VJ-je, ki pač recimo mogoče želijo, ne vem, se prestaviti iz nekega mogoče bolj klubskega konteksta v torej smer nekega razvoja recimo svetlobne ali pa intermedijske produkcije. Potem je tudi laboratorij svetlobne gorile, ki ga vsako leto organiziramo v sodelovanju z Forumom Ljubljana, ki je v bistvu tako zelo intenziven mentorsko-razvojni proces, kjer v bistvu se razvija umetniška dela, ampak tudi zraven tega pač dobijo tudi eno kopico tehničnih znanj in to pač vodijo umetniki, ki so hkrati, da moram reči temu, sevi na svojem področju in lahko pač dejansko delijo znanja, ki pa tudi artistom pomagajo v njihovih pač samostojnih praksah, so jim uporabni pri razvoju in tako naprej. Potem je tukaj tudi bila, zdaj se je sicer pač ustanovil na podlagi tega pač ukvarjanja s kodiranjem v živo, ki je bilo pač dosti manj prisotno, bi rekla, par let nazaj pri nas, pa se je nekako pol tudi skozi doživetja, so bila ta skupnostna srečanja, pa tudi razne delavnice, nekako pač razširilo, torej več ljudi se zdaj s tem ukvarja in jih zanima, se zdaj nekako tudi pač, dajmo reči, formalizirali kot tople.si, kar ni tako zdaj, da bi rekla prav uradno, mislim, je nek offshoot delovanja Ljudmile in tudi pač v preteklosti je bilo veliko nekih, ja ne vem, tudi recimo self-hosting, community, open source, zagovorništvo. Mene zanima, kako ta Ljudmila preživi, glede na to, s koliko šita se ukvarja. Ker zdaj si toliko enih stvari naštela, da sem jaz kar malo zaunala out, ne? Pa tudi, mislim, tako, tega je res ogromno, ne? Ja. To zdaj... Pa zelo društvene stvari so dejansko. Pač res so društvo v smislu društva, da pač se gre na to skupnost in na dejansko dobivanje skupaj z ljudmi. Ja. Zdaj ne vem, če so vsi člani pol tudi društva, ampak lahko bi bili, ne? Ja. Članarine pa to. Ja, niso vsi, naša članarina je zelo simbolična in pač ja, imamo tudi enkrat letno, to je tako najbolj wholesome dogodek, je pač svet društva, ali kako se že reče, ne vem, pač to, kar se dobimo. Skupščina, evo to, kar je pač tudi tako ful dober izgovor za ful peciva in pač druženja, imamo tudi pač, ne vem, piknike, nek tak hibriden format je tudi recimo Pif Camp, to je potekalo še preden sem jaz tudi recimo se pridružila Ljudmili, ki pač v povezavi še z zavodom projekta TOL, ki to vodi in recimo Keršnikovo, tudi tam je nek tak moment skupnostnega, ustvarjalnega retrita, ki se zdi almost too good to be true, a ne, torej pač en teden umetniško-hekerskega tabora v Triglavskem narodnem parku. I mean, ja, pač ne vem, I guess, da si moraš pač prizadevati za to, da take opcije obstajajo, ne. Seveda pa pač ja, imamo tudi recimo bolj ta produkcijski del, ne. En primer tega je recimo naš pač festivala dela, ki zdaj mislim, da je 4. izvedba letos, recimo to je to, na čemer tudi trenutno pač to delamo, ker je pač v maju, ki je pa recimo nekaj, kjer moramo v bistvu nekako se bolj top-down lotiti stvari, tudi imamo priložnost pač povabiti več gostov iz tujine, moraš biti pač zelo organiziran, tako pač sicer bi rekla tematsko in načelno izhaja iz skupnosti, ampak pač ko organiziraš festival, vsem to mora biti nekako professionally done. Ampak zdaj, koliko ljudi je kle vse vpletenih, to vse, kar si zdaj naštela? Koliko folka to fura? Tako 100 ali 5? Aha, misliš tako recimo sestavljanje programa? Ja, ali pa vse pač pa hekerski event, pa une delavnice, pa druženje, pa piknik, pa potem imate to sodelovanje, pa pol ste zdaj dobili, si rekla, ta program, pa imate pol razstave, pa imate pol to, pa imate se, koliko vas je? Koliko je to ljudi? Ja, osrednja ekipa smo pač 3, torej jaz, Katja in Luka. Luka je pač tudi predsednik društva, tako da on je v bistvu vpleten pač v vsa ta 3 področja, ki sem jih skečala out, recimo. Pač jaz pa Katja sva tudi pač mogoče mičken bolj ja, bi rekli zdaj temu produkcija, ne, pač še bolj aktivne na tej. V tem smislu imamo tudi pač zunanje sodelavce, brez katerih seveda ne bi šlo. Eno je pač tehnik, Walter sodeluje
je v bistvu tudi že prej sodeloval in sodeluje z Axiomo in je tako tudi tak dober most med organizacijami, v smislu pač izmenjavnega know-howa, sodelovanja tega. Potem imamo sodelavca za pač PR, 2, mislim, deluje tako tandem. Recimo za potrebe festivala potem se dogovorimo za delo za recimo stage, z nekom, ki bo stage manager, ki bo, ne vem, z nekom, ki handla recimo logistiko. Vse pri festivalu se nam je to izkazalo, pač, da so 3 ljudje premalo za to, tako da pač je bolj ne za tak. Mislim, to ste res rabili. Ja. Eksperimentirati, to ni bilo jasno. Ne, na začetku smo šli tako full, ok, let's just do it, in pol pač vidiš, čemu bi se, da si moraš tudi narediti nekak pogoje za to. Mogoče ste preveč navajeni delati vse sami. Ja, probably, ne? Ampak recimo tudi delo delamo v sodelovanju s Kino Šiška že vsa 4 leta in pač so tudi zelo raznoliki formati in pač podpora z njihove strani je tako ključna. Torej pač tudi z Jasno Jernejšek zelo dobro pač sodelujemo in pač splaniramo zadevo naprej, da se jih da narediti. Ne vem, recimo v sklopu festivala imamo Algorave, kar je v bistvu recimo tak performativni večer, ampak so pač imaš in visuals in zvok, imamo delavnico, imamo okroglo mizo, imamo tudi pač sejem umetnostni, to vse pač nekako stlačimo v en intenziven vikend, ampak ne vem, nekako se polkrat tudi izide, pa na koncu je pač zelo nice vibe. No, še tako malo za konc. Veš, kaj bi lahko poveš še? Kaj pravzaprav ti hodiš gledati? Ne kot kuratorka, ampak kot nek gledalec. Kaj te zanima, kaj te intrigira od arta, kaj ti tako dogaja, kaj si videla mogoče v zadnjem cajtu in ti je bilo tako wow, in te je ful inspiriral. Mogoče celo to, da ne vem, ti da pol nek navdih, da razmišljaš o tej smeri, ampak skozi tvoj način dela. Ali pa če te nič ne inspirira in nikamor ne hodiš. Tudi opcija. Tudi valid. Ok, mislim, tle, kar rečeš, a ne pač kaj me zanima, pač čisto enega nezainteresiranega obiskovalca, recimo, pač to je meni zdaj ful težko mogoče odgovoriti, zato ker pač valjda imam nek čista handicap tega, da pač ko grem, ne vem, neko razstavo gledati, mislim, ne morem pač mimo mojega pač pogledaš, kako so kabli kuratorskega nastavka. Ja, dejansko, pač ne vem, I guess, da sem tista oseba, ko bere kolofone in gleda, kako so zadeve tejpane in pač, ne vem, gre skozi besedilo večkrat. A veš, zelo tudi gledam pač, recimo, ne vem, formate, kako je nekaj predstavljeno, torej, kak je v bistvu, ne vem, pač ja tudi opazujem pač samo razstavo kot format vse svoji mnogoterosti, tako da pač načeloma, če so neki projekti, ki me zanimajo, ki mi dogajajo, pač poskušam oziroma hopefully je vedno možnost, da tudi sodelujem z temi pač umetnicami, umetniki, pač vsekakor pač sodelovanje pridejo pol iz tega, da pač se mi zdi, da pač, ne vem, začutim neko sorodnost ali pa da bi tudi bil recimo lahko projekt zame kot neka priložnost, tak malo za razvoj in mogoče iti v neko drugo smer. Ja, zdaj, če ne vem, recimo pač nimam, a veš, tako rednih pohodov po točno določenih točkah, a veš, v smislu, ja, to galerijo grem pač vsako zadevo pogledati, I don't, ker pač preprosto pač ne bi uspela, se pač odločim glede na tako posamezen primer, običajno vem, da mi je pač tako ful boljš iti pogledati razstavo sama, kakor iti zgolj na odprtje. Odprtja so tudi nice, ampak ja, ne vem, mi je všeč nek tak perfect simulation, v smislu tega, da grem pač na razstavo in pač sama grem skozi neke punkte in lahko pogledam stvari, tako da, ampak ja, seveda pač, če razstavlja nekdo, ki je tvoj kolega, ne, pač je odprtje the best part včasih tudi. Mislim, a to pomeni, da pol ne hodiš na razstave, ki niso znotraj tvojega polja, ali hodiš tudi na razstave, ki nima prav nič veze s svojim delom? Recimo, ne vem, bi šla pogledati zdaj Stane Jagodiča, ki je v Mestni. To je zdaj zelo ful
Verjetno ne. Odgovor je ne. Jaz bi rekla, da verjetno ne. My bad. Ali pa fotko v Jakopiča, ali pa v Ekurno neko skupinsko miksno. Ali pa Art Vital, recimo. Ja, pač, a veš se, ampak vse to so v bistvu, to so vse zadeve, pač, ki jih jaz nekako vidim v relaciji do mojega, mislim, ne gledam žanrsko, če si tako mislil, jaz gledam samo na intermedijske razstave, ker je to, kar me zanima. Ne vem, tudi pač, ne vem, fotografija, film, pač, ja, definitivno. Če je pač, a veš, so včasih neke sorodnosti, ki pač res lahko prečijo žanre in medije in so pač... Jaz recimo, imam par galerij, ki jih opažam, da pogosteje obiščem in imajo veze načeloma s tem tudi, kakšen je njihov program, kaj razstavljajo, ali pa kje se nahajajo, če so mi nekako na poti. Recimo, velikrat grem v Kresijo, ker grem pač mim in sem tako, ajde, stopam not, magari za 5 minut pogledam, grem ven, ne. Medtem ko kakšne, ki mi niso na poti, ne grem tja, razen če razstavlja nekdo, ki ga poznam, ali pa da vidim na napovedniku, da mi je nekaj všeč, ali pa da mi je nekaj zanimiv, pa sem tako, ajde, grem, ne. Ali pa recimo, če grem na neko otvoritev in je isti večer še ena otvoritev, pa je ta galerija 10 minut stran, sem tako, ajde, popnem še tja. Recimo, da tako probam več stvari naenkrat obdelati, ne? Ampak recimo z mestno galerijo Ljubljana imam jaz problem, jaz grem zelo, zelo redko tja, ne vem zakaj, ne znam ti povedati zakaj. Ampak recimo, ne, tako imam vem, da imam nek sistem, ki je zelo podzavesten in ni racio in ni logičen nujno. Pač kuriraš tudi svoj urnik, ne, na nek način. Ja. Pač tako nezavedno. Šizofreno. Ne, sprašujem, ker recimo jaz zase sem se že en cajt pripravljam na to in tudi to počnem, da grem na razstave, ki me ne zanimajo. Tudi. In how's that working out? Mislim pač, it's fine. Okay, ja, ampak recimo tako, v smislu, da bi se recimo prav pač, zdaj recimo se odpravim v tujino, kaj grem pogledati, ne, mogo se tudi v tem smislu mislila pač, tukaj seveda so tudi pol še tako omejitve tega, pač, koliko da lahko prideš z sredstvi, ki jih imaš. Ampak ne, recimo lansko leto v bistvu, no, sem v sklopu kulturne štipendije, imela tudi pač recimo priložnosti na Iterations Festival, ki se je odvijal v Hagu, ampak ja, to je zelo pač sorodno s tem, kar delam. Sem pa želela že več let pač iti pogledati in pač spoznati IRL ljudi. Kaj pa ta sejem, o katerem si prej na hitro nekaj povedala? Ja, to je tako, se mi zdi, da tudi danes smo dost se dotaknili nekak specifik intermedijske produkcije, v smislu te projektne časovnosti, tega, da so to pač recimo zelo taki interdisciplinarni projekti, veliki kolektivi, dolge časovnice, velika tudi višji budžeti, ki so pač potrebni za take kompleksne raziskave in pač potem rezultirajo v projektih, ki so pač veliki, mogoče tudi prilagojeni bolj za, bi rekla, za mogoče nek sejemski, ne vem, zdaj imam v mislih ala ars elektroniko ali pa nek tak kontekst, torej ne sejemski, bolj festivalski sem hotela reči, kjer se pač tako predstavi projekt kot neka celota, velikrat v formatu instalacije. Je bil recimo parameter kot sejem pač čist, kako smo sploh do tega prišli, je bila zelo nekako tudi osebna izkušnja pač dela kot kuratorka na sceni, kot to, da vem, da tudi pač intermedijske umetnice imajo pač neke studijske prakse, imajo lastne eksperimente, imajo pač veliko nekih, dajmo reči temu, malih del ali pa eksperimentov, ki pa v bistvu pol težko najdejo nekako pravo mesto. Hkrati pa se mi zdi, da tudi pač kot obiskovalec je velika še večji občutek neke nedostopnosti mogoče te scene, čisto s to, da to ni nekaj, kar recimo lahko pač, ne vem, kupiš eno grafiko in jo appreciataš kot del svojega vsakdanjika. Pač parameter tako, ker dosti časa se nekako so se fermentirale te ideje. Vedno bučaram, kaj je točno, kar je Luka rekel, ko sem začela delati na Ljudmili, ampak jaz to zdaj reinterpretiram, da mi je tako
piču razstavo male plastike, pač 3D printing je tako full a thing na Ljudmili, tudi Luka se zelo veliko s tem ukvarja. In tudi to je nekako plejal in v to idejo, ki sem jo pol pač predstavljal ekipi in smo jo skupaj razvili. Torej pač predstavljali smo si nek dogodek, ki ima nek vibe, recimo nekega zin fera, nekega artist book fera, torej kjer so pač neki bolj dostopni artefakti na voljo lahko komorkoli, kar je pol v bistvu recimo pri specifično nekih medijskih delih, a ne, lahko tudi, mislim, tako zelo zanimive probleme odpre v smislu tega, da so to velika tudi neka dela, ki potrebujejo pač vzdrževanje, nek servis, a so zdaj lahko analogna dela, a so ti analogni outputi dobra reprezentacija mogoče neke prakse, ki je to ustvarila. Zdaj, če dam to tako bolj konkretno, kaj na sejmu predstavljamo, je ful tako široko področje, torej od elektronike do nekega kodiranja, do izdelovalniških tehnologij, ki pa jih vse nekako povezuje ta, torej pač podnaslov recimo sejma, je sejem generativne umetnosti. Tukaj pač vsekakor ne mislimo generativnosti v tem smislu, ki pač je trenutno nekako najbolj v spredju oziroma se tako hitro razvija, torej pač ne nek AI slop, ki si ga zdaj sprintu in pač ga bomo prodajali, ampak neke take eklektične prakse, ki se nekatere bolj, nekatere manj tudi referirajo na zgodovino računalniške umetnosti, mogoče tudi na računalniške umetnosti brez računalnikov, torej ne vem, Danger Music, Sol Levi, tako, ali pa so v bistvu pač tudi tako nekako procesualno generativna, v smislu tega, da je sam proces nekih medijskih prenosov ali pa razvoja nekaj, kar v toliko veliki meri vpliva na ta fizičen output, kot recimo umetnik, da gre za nek dialog. Tako da pač predstavljamo pol, imamo, ne vem, od nekih plotanih grafik do 3D tiskanih izdelkov, artpisov iz gline, do recimo nekih CNC-anih majhnih skulptur, tako pač zelo glasbe, tako raznoliko, no. In to letos spet organiziramo, nekako fokus je, da se da pač nek glavni poudarek, torej v nek ta moment generativne umetnosti, ki ima pač tako zelo slab, zelo sploščen neko predstavo v širši javnosti, dodati temu neko globino, ne, tudi dodati, izpostaviti neke elemente, ki so recimo važni tovrstnim skupnostim. Imamo tudi par sorodnih inštitucij, ki se s podobnimi zadevami ukvarjajo. Torej, nek etos deljenja znanj z drugimi, torej open source, permakomputinga oziroma trajnostno računalništvo, kot to prevajamo, nekih medijsko-arheoloških pristopov na ta način. In pač dejansko mi je pol tudi ful všeč, da si ljudje zdaj skozi leta lahko gradijo neke majhne zbirke. Mislim, tudi jaz. Kdaj je ta sejem? Letos bo ta sejem 29. maja v soboto v Kini Šiški. Že vsa leta smo v Kino Šiški, imamo tudi open call in mednarodno žirijo. Imamo tudi pač neko, recimo neke nagrado podelimo, kar je pol recimo razstava v Kino Šiški in je zelo tak, zelo relaxed vibe in dela nekako služijo tudi kot izhodišče za ful dobre pogovore in spoznati ljudi. Predstavili smo zdaj v zadnjih 3 letih skoraj 40 umetnic in umetnikov iz 15 držav. Tako, Torej, sejem Parameter, ki je tvoj baby mal. Definitivno sem zelo navezana na ta dogodek. Ok. Hvala ti, Maja. Hvala vama. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za poslušanje. Najlepša hvala tebi, Maja, da si prišla k nama v studio in da si nama razložila vse kompleksna vozlišča institucij in vidikov tvojega kuriranja. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec Košmerl.
pejte na sejem maja, ko bo. Ja. Čau. Čau. A povemo še isto za aksiomo. Ja, sam 1/3 krajš. O ja, oprosti, ja. Ali na tretjino. Za 2/3 krajš. To drugo, ne? Ker Sem bolj strnjeno. odtrudila. Ja, ful. Ok. Ful lažje, če mi bolj konkretno, ko mi da to vprašanje, Ja. bom utrudila. Pičaj nam še Škaj, jaz aksiomo. mislim, da pa aksiome je lažje, ker je pač mal ločena, pa ločen prostor ima, ful jo je lažje dojemati kot galerijo, ki ima nek program. A ne, ker Ljudmila je all over the place, apparently. Se lahko tudi preskočimo aksiomo, Ja, če ampak- misliš, da je jasno. Recimo aksioma, ne, pač ima tudi torej pač več nekih trendov delovanja, ne, zdaj da vaju ne uterujem, kakor smo vzpostavili, bi rekla, da ja, pač eno je ta produkcijski del vezan na pač razstave, torej pač na to res pač veliko število tudi tujih, torej pač gostujočih umetniških projektov, ki jih predstavijo, do produkcije pač mlajših umetnikov, po lokalne produkcije, tudi oni imajo pač konferenco Taktike in praksa, ki zahteva tudi ogromno a ne neke organizacije in truda in obsega zunanje sodelavce tako za izvedbo, kot tudi recimo vsebinske. A ne, se mi zdi, da pač aksioma je tudi zelo v sceni zelo dobro vozlišče, tako čisto za za nek research in pa pač tudi obravnavo nekih tem. Se mi zdi, da to je tudi tako, da znajo dobro, ne, skozi svoje tako umetnostno vodstvo oziroma vizijo povezati zanimive ljudi z drugimi zanimivimi ljudmi in jih nekako spraviti v dialog. A ne, lahko pa to pač seveda rezultira, a ne, pač niso samo razstave, ni samo festival, imajo tudi podcast, pač zelo so tudi uveljavljeni založniki, a ne, pač vem, da mi je bil cool moment, ko sem bila na rezidenci v Montrealu in v več random pogovorih so mi pač ljudje, aksioma, I have their book, yes, I have their books, a ne, pač tako, I know them. Tako bi rekla, da imajo tudi pač toliko večplastno delovanje, da ja, težko bi zdaj to strnila. Ne, saj si lepo povedala. Stavek. Sej ne, da sem na ful več razstav šel vmes. A ja, ti si še kar tam, ali kaj? Sploh nisi poslušal, kaj Maja zdaj razlaga. Sem poslušal in imam en artwork, ki bi ga rad naredil, bi ga lahko pičal. Hudo, tako več trendov v mislih, hkrati pa tako, ti vidiš, kaj zdaj je, ne vidiš, kaj. A povemo še besedo ali dve o medvedu. Rib. Nekdo, ki je utiral pot kuratorskemu poklicu na slovenskih tleh, Andrej Medved, nedolgo nazaj primenil. Pogrešali te bomo.